Drugi teden naših jutranjih debat sem pričel s poslancem Aleksandrom Reberškom. Je to res, da ljudem pomagaš obnavljati oziroma ste celo zgradili neke hiše za ljudi, ki jih potrebujejo? Res je. Jaz vedno govorim, da v življenju štejejo samo dejanja, da so vse besede popolnoma odveč in da je treba tisto, kar govorim tudi v Državnem zboru, delati tudi na terenu. Se pravi, da govorijo dejanja, ne pa besede. Zato sem se že v začetku kampanje, seveda pa tudi že prej, z nekimi drugimi projekti, vključil na lokalni ravni in pomagal ljudem tam, kjer so pomoč seveda tudi potrebovali. Ponosen sem na našo ekipo, na ekipo prostovoljcev, ki so pri tem projektu tudi sodelovali. Tukaj ne govorim, da sem hišo naredil jaz, ampak smo jo naredili mi, skupaj. Na to se mi je pridružila Nataša Hudelja, predsednica gospodarskega kluba Nove Slovenije. Če malček podramatiziram, kako se kot ženska znajdeš v tem, pravijo, pretežno moškem svetu ultrakapitalizma in liberalnega gospodarstva? Wow. Pa mogoče bolj ženske delamo dramo okrog tega. No, okej. Mislim, da ni posebne drame. Ja, res velja neka, ne vem, kako ne rečem, da pač ženske se moramo bolj dokazovati. Odvisno od delovnega mesta, odvisno od poklica, pač nekaj smo s sabo prinesli iz preteklosti, da je moški tisti, ki je, ne vem, glava družine včasih bil, pa tudi danes se to že menja, mislim, da smo bolj v partnerskem odnosu. Možje in žene, moški in ženske, je pa dejstvo, da smo drugačni. Ženske smo ustvarjene kot ženske, moški kot moški in je prav, da to spoštujemo in da se tukaj dopolnjujemo in skupaj naredimo pač najboljše, ne? K meni je prišla tudi poslanka Tadeja Šuštar Zalar. Ker pa nam je zvok malce ponagajal, naj na hitro povem nekaj o najini debati. Govorila sva o njeni nosečniški izkušnji, saj v kratkem pričakuje naraščaj. Povedala pa mi je tudi, da je pred poslansko funkcijo opravljala delo taksistke, je iz Domžal in letos zopet kandidira. Nato je prišel župan David Klobasa. Povedal je, da imajo pozitivni naravni prirast in da prej o županovanju ni vedel nič. Kar se tudi pozna v tem trenutku, kajti prvič v zgodovini naše občine imamo trend rasti populacije, tako da Naravnega prirasta ali na splošno populacijo? oboje. Tale zdravnik vaš je kar zgleda učinkovit. Tako. Ja, in kako je v bistvu, a si bil prej že mogoče v kakšni vlogi upleten v to, ali je bila to zelo taka, bom rekel, skok v neznano, poplave? Lokalna samouprava? Ja, mislim, kakšen svetnik? Ne. Jaz moram priznati, da nisem pogledal niti ene občinske seje. Tega mi noben ne verjame predtem. Predvsem zaradi tega, ker sem to, kar bi naj bilo v občini, v bistvu ocenjeval zelo svojimi očmi kot občan. Potem je prišel NSI-jev tabor v Snoviku, ob sebi pa sem gostil kamniškega župana Mateja Slaparja. Kaj se v Kamniku recimo letos pripravlja, če bodo seveda stvari ostale take, kot so? Imate kakšen zanimiv kulturni program, kakšni dogodki? Ja, hvala Bogu, smo šli ven iz te krize, korona krize, v smislu iz pandemije in si želim, da pač gremo počasi v normalno življenje. Kamnik ni poznan samo po tej naravni in kulturni dediščini, imamo tudi močno etnološko dediščino, mi organiziramo že 50 dneve narodnih nošenj oblačilne dediščine, torej ponos slovenstva, oblačilna dediščina in ta festival se bo zgodil v drugem vikendu septembra. Sredi avgusta začnemo z našim festivalom Kamfest, ki je 10-dnevni festival in privabi ljudi iz blizu in daleč. Poleti bomo organizirali Kulpetke, to pomeni kulinarične doživetje v mestnem jedru. Pa seveda še vrsto prireditev in dogodkov širom naših ponudnikov, torej na Veliki Plani, v Termah Snovik in pa tudi v mestnem jedru. Skoraj v vsakem letnem času je v Kamniku kaj za početi in se kaj dogaja. Najslajše pa za na konec. Mladi kandidat v Velikih Laščah Marko Gruden je prinesel krofe in pehtranovo potico. To, kar se gradi, je pa tudi večinoma vse nadstandard, ki si ga mladi tudi z vso dobro voljo in poklicom pred 30 sami dvomom, da lahko privoščijo. Kako pa bi to problematiko nagovarjal? Stanovanjska problematika je v teh volitvah
najljubša besedna zveza vseh politikov. Vsi bi jo reševali tako, da bi gradili 10 tisoč, 20 tisoč, 30 tisoč novih stanovanj. Čeprav zdaj se gradijo, ne? Če se ne motim, se gradijo. Ampak poglejmo, jaz bi dal čisto en tak lušten primer. V zadnjih 10 letih, ko so bili na vladi večinoma stranke iz trenutne opozicije, so zgradili približno 300 neprofitnih stanovanj. Dajmo pogledati, kdo jih je prejel. So res mladi bili prejemniki teh stanovanj, je res za mlade bilo tako lepo poskrbljen. Žal ne, in zato namesto tega, da spet mladim tlačimo neka stanovanja, ne vem, kdo je zadnjič že omenil, ampak se mi je zdel zelo perfektno iz filma Če furi Rausa, ne? Zdaj pa imate, kaj ste nas pa strpali v bloke, ne? 80% mladih po raziskavi Mladina 2020 vidi svojo rešitev stanovanjskega problema v nakupu. In mi jih bi zdaj silali v najem. In 75% jih vidi svojo rešitev v hiši, ne v stanovanju. To ni ne vem koliko trajnostno, ampak hkrati verjamem, da lahko najdemo en kompromis med tem. Definitivno pa kompromisa ne bomo najdeli, če bomo vse mlade jemali kot monolit. Mladi smo si tudi med sabo zelo različni, mladi verjamemo različne stvari, mladi si želimo različne stvari. In dajmo mladim raje omogočati višje plače, tako kot zdaj z zakonom o dohodnini, dajmo jim omogočati boljše delovne pogoje, boljše pogoje za ustvarjanje družine, naj si sami uredijo stanovanjski problem. Naj imajo tudi svobodno izbiro poklica, se pravi. Pa je drugi teden mimo in še veliko se bo dogajalo, zato nas vsako jutro spremljajte na Facebooku.